za nobeno lokacijo v Sloveniji ne moremo izključiti potresa, ki bi povzročil poškodbe. Izkazalo se je, da so bile pod vodo lokacije, ki sploh niso bile na radarju teh tveganj. Ocena je, da so poplavne škode obsegale nekje 20% v primeru dočim, škode iz viharja in toč pa nekako 80%. Za marsikoga je nepremičnina življenjski projekt, naravne nesreče, da lahko dejansko vzamejo vse. Ljubljana po sami potresni nevarnosti ni sicer na najvišji točki, ampak zaradi naseljenosti pa seveda zelo ogrožena. Tipično je, da po potresih pride do eksplozij, recimo, ali pa do počenja cevi, kar pomeni, da en škodni dogodek lahko povzroči ogromno škodo. Če bi se v Ljubljani pojavil podoben potres, kot se je leta 1895, smo ocenili, da je bila medijana škode nekaj čez 7 milijard evrov. Ljudje se niso tako dobro zavedali samega rizika izpostavljenosti do poplave, kot pa dejansko je ta rizik bil. Naj omenim recimo, da so največje škode tudi presegale krepko 50 tisoč evrov. Super je, če bi imeli v objektu, kjer se izvaja neko kuhanje, tudi kjer so nameščene kurilne naprave, da bi imeli kakšen javljalec dima, požara. Preventiva je bistvenega pomena. Uroš, kaj je tale igra? Kaj je tole? Kakšno zvezo ima tole z današnjim dogodkom? Ja, tale... Se slišimo? Vse. Tale današnji dogodek danes bi mi začeli malce drugače. Po vsej verjetnosti vsi dobro poznate, kaj to je. To je v bistvu ena zelo preprosta igra jenga. Doma se zelo radi igramo z otroci. Ampak zelo dobro ponazori tisto, kar želimo danes pokazati. Se pravi, da je ogromno nepredvidenih stvari, ki se nam lahko zgodijo, se lahko zgodijo našim objektom. In kako zadevo najlažje demonstrirati? Se pravi, vsak kos, rečemo to, da je to nek objekt. Ta objekt je odvisen od več dejavnikov. Se pravi, dejavniki na varnost tega objekta so zelo različni, ki vplivajo, a bo ta objekt jutri, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega, obstal, ali pa ne bo obstal. Ja, zdi se mi tale igra jenga odlična tudi metafora pravzaprav za razumevanje nesreč in pa tudi pomena varnosti. In to je pravzaprav tudi razlog, zakaj smo se zbrali danes, da predvsem izpostavim pomen varnosti, nevarnosti več stanovanjskih zgradb. Videli smo en podatek v tem uvodnem videu, da kar 40% več stanovanjskih zgradb ni zavarovanih za nobeno nevarnost. In še marsikaj bomo slišali v nadaljevanju, zato vsi skupaj lepo pozdravljeni in dobrodošli v Triglav Labu, kjer je pred nami torej dogodek, ki smo ga poimenovali pripravljeni na nepredvidljivo varnost več stanovanjskih zgradb. Z nami so izjemni gosti in vrhunski strokovnjaki, to so gospod Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite, pa Meta Kržan, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije, gospod Anže Urevc, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin pri Gospodarski zbornici Slovenije in pa Uroš Metličar, direktor premoženjskih škod pri Zavarovalnici Triglav. Lepo pozdravljeni. Tudi vam, če morda začnemo kar z vami, gospod Šestan, ste človek, ki je običajno prvi na terenu, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega, ko govorimo o nekih teh naravnih nesrečah. Pa mi povejte kot poveljnik civilne zaščite, kaj vas najbolj skrbi? Ja, jaz že kar nekaj let poudarjam in želim seveda s tem spodbuditi tiste, ki odločajo, da je potres tista naša največja grožnja. Seveda zato, ker je ta potres največje jakosti, ki je pri nas možen, predvsem v Ljubljanski kotlini, pa ne samo v Ljubljanski kotlini, ampak se vije od severozahoda do jugovzhoda. Tam živi čez 1 milijon prebivalcev. Videli smo, koliko je potresno neodpornih zgradb. Bojim se, da jih je še več, kot je tam pisalo. Tako da je to seveda treba počasi vzeti, ugrizniti v to kislo jabolko in začeti sanirati te objekte ali pa celo zgraditi na novo. To je seveda odločitev potem lastnikov in pa seveda tudi države. In verjamem, da se bo tega treba lotiti zelo hitro, ker
potres nam visi nad glavo. Imeli smo ga pred 130 leti, tukaj, podobne jakosti, in lahko ga imamo jutri, danes, čez 100 let, upam, čez 1000. Ampak enkrat bo. No in seveda nekaj večjih potresov je bilo tudi v zadnjih letih, tudi v okolici. Slovenija pa vendarle še zelo svež je tudi spomin, to so posnetki iz tistega poletja 2023. Povejte nam, kaj smo se pravzaprav danes, skoraj 2 leti potem, naučili iz teh katastrofalnih poplav neurij? No, jaz vsekakor nisem, bom rekel, zadovoljen z tisto potekom celotne sanacije oziroma ureditve tudi vodotokov. Upam, da bodo tisti izvajalci in vsi skupaj to naredili do konca po tistih projektih, ki so pripravljeni, da bomo imeli vsaj poplavno varnost malo na višjem nivoju. Poznajo se, vsak korak se pozna. Če pogledate tudi 2023 na Barju oziroma Ljubljanski kotlini, zaradi ukrepov, ki niso bili še dokončani, mislim tukaj na gradaščstvo in podobne stvari, Ljubljana ni imela težav. Medtem, ko ostali predeli so nastradali in verjamem in upam, da se bo to zaključilo in da bomo potem vsaj, kar se tiče poplav, kolikor toliko bolj varni. 100% nevarnosti seveda ni. Lahko pride dogodek, ki bo kljub ne vem kakšnim ukrepom zahteval škodo, pa tudi nažalost človeška življenja. Gospa Meta, kakšna pa je vaša, recimo, neka splošna ocena varnosti oziroma odpornosti večstanovanjskih zgradb pri nas? Ja, odpornost... Halo? Bo? Odpornost je zelo različna, tako kot imamo pač dejansko zelo različne stavbe. Vemo pa, da pač je znaten delež stavb ranljiv. Tudi tukaj mi poudarjamo vedno znova potres. Pač stavbe zgrajene pred uvedbo sodobnih potresnih predpisov imajo majhno potresno odpornost. Veliko je, se pravi, takih, ki rabijo izboljšave, tako da ja, potem so tu tudi druge nevarnosti, poplave so bile že omenjene, ena izmed nevarnosti je zagotovo potem tudi požar, podobno kot za potres, tudi stavbe, ki so bile pač zgrajene pred sodobnimi predpisi, imajo manjšo požarno odpornost, tako da ja, potrebne so izboljšave in tudi mi pozivamo po sistemskih rešitvah. Gospod Orevc, kakšne težave pa recimo vi opažate na terenu, ko govorimo o varnosti, odpornosti teh večstanovanjskih objektov, zgradb? Mislim, upravniki že tako ogromno težav opažamo na terenu in ta, kar se tiče samo varnosti, samo ena izmed mnogih. Zdaj težko komentiram ali pa težko kaj več dodam, kar sta že kolega povedala. Mislim, da so to ključne zadeve, ki jih opažamo tudi upravniki pri svojem delu. Seveda mi imamo pa še na drugi strani še en drug problem, pač to se pravi večlastniškost, več lastnikov, odločanje in če strokovno pridemo do marsikere rešitve, imamo potem še na drugi strani etažne lastnike, s katerimi moramo upravniki vsa ta mnenja, njihove želje, ideje, karkoli že uskladiti, in v končni fazi ima vsak tak poseg, sploh pa v tem, kar bomo danes se pogovarjali, lahko zelo velike finančne posledice in je iskanje soglasij iz tega naslova že čist, rekel, z finančnega človeškega vidika lahko precej zahtevno delo. Ampak kako pa lahko vendarle upravniki pripomorete k neki večji varnosti, odpornosti? Kakšen način? Mislim, zdaj sama varnost, vemo, se pač povečuje s sanacijskimi ukrepi. Zdaj vsi vemo, da smo v zadnjih 10-15 letih zelo intenzivno energetsko sanirali stavbe, torej že zaradi tega, ker je finančen prihranek velik. Seveda je tudi Evropa oziroma nepovratne spodbude so bile tukaj zelo močne. Še dodaten motiv, seveda prvi in glavni motiv je bil prihranek pri stroških ogrevanja, pa boljše počutje, kar marsikdo recimo pozabi. Zdaj, kar en tak velik, zelo velik investicijski cikel je za nami, če tako rečemo, na določenih območjih sicer sploh še ni zaključen. In zdaj je v neko kar malo predrzno pričakovati, da se bo še nalagalo, ker je finančna sredstva so definitivno omejena. Tako da
recimo, če smo pri potresni sanaciji, ta sanacija, če je že sploh izvedljiva, je izredno draga, zahteva praktično preselitev etažnih lastnikov, če se pravi, potresne sanacije je velik razpon, ene so take, ki so bolj kozmetične, če tako rečemo, ampak celovita potresna sanacija je pa kar projekt, posledično tudi finančni in bodimo realni, mislim, da je skoraj nemogoče pričakovati, da se za to razen v kakšni res zavedni stavbi odločali etažni lastniki sami. Tukaj bo skoraj sigurno potrebna neka intervencija države, pa verjetno tudi neka sredstva. Uroš, kaj pa kažejo recimo podatki zavarovalnice Triglav? Se recimo ljudje, lastniki domov, dovolj dobro zavedajo nekih potencialnih nevarnosti, ki se lahko zgodijo oziroma jih posledično tudi zavarujejo? Takole bom rekel, že uvodoma nekako s to predstavitvijo, ki je šla malce v svojo smer, dokažemo ravno to, da se lahko zgodi marsikaj. Marsikaj se zgodi. Recimo ta jenga bi se mogla porušiti sama od sebe, ampak ker sem po strukturi gradbincev oziroma profesorjev, sem naredil tako močno, da sem jim moral malo pomagati, da se je porušila. In isto je pri zavarovanju stavb. Mi se velikokrat ne zavedamo vseh rizikov, ki jim je kakšna stavba izpostavljena. Generalno gledano v Sloveniji lahko trdimo, da je nekje tretjina objektov nezavarovanih. To je neka groba naša ocena glede na naš tržni delež, pa koliko imamo mi sklenjenih zavarovanj. Potem, če raziskujemo še malce dlje, ugotovimo danes tudi velika teža na večstanovanjskih objektih. Nekje naša ocena je 20 do 25 tisoč je takšnih objektov v Sloveniji. Zdaj delež zavarovanosti tukaj je tudi približno podoben, oziroma delež nezavarovanosti. Recimo mi nekje ocenjujemo, da je ta razpon med 30 in 50%. Po podatkih AZN mislim, da je nekaj manj, ampak je bolj v stanovanjih. Zdaj mi gledamo objekte kot celote, ker to je ključno. Se ta jenga ne nazadnje bo ravno to tudi v nadaljevanju ponazorila, oziroma bom razložil, kaj je namen. Vsaka stvar se zgodi z namenom, ta jenga je padla z namenom, kocke so z namenom druge barve. In ja, veliko je še možnosti pri ozaveščanju o pomenu zavarovanj, pa ne samo zavarovanj, več faktorjev je, danes so že vsi govorci prej se jih zelo dobro dotaknili, od potresne stabilnosti oziroma konstrukcijske stabilnosti objektov in vseh drugih faktorjev, niso samo potresi tistih, katerimi so ti riziki izpostavljeni, tudi drugi riziki so, ki jih pa naslavljamo morda s kakšnimi drugimi ukrepi. In še en izmed takih podatkov, tukaj sledi, je, da recimo 500,000 Slovencev živi v večstanovanjskih stavbah, ki recimo pa niso zavarovane za potres. Če še tukaj spet gremo malce v globino, pa se malce navežemo na tole jengo, ki se je porušila, vidimo, da imamo kocke, ki so nekje normalne barve in kocke, ki so recimo rdeče barve. Kaj to ponazarja? To ponazarja ravno dejstvo, kakšen delež objektov večstanovanjskih je zavarovan za nevarnost potresa. Naša ocena je, da so objekti kot celota za potres zavarovani nekje dobrih 20%. In to z podatkom o temu, da potres de facto se bo zgodil, ni vprašanje da, ne vprašanje je kdaj. Gospod Šestan je lepo rekel, upamo, da čez 100, čez 1000 let. Tudi jaz se podpišem pod to izjavo, ampak lahko se pa zgodi danes, jutri, pojutrišnjem, kadarkoli. In več faktorjev tukaj v tej enačbi, ki dejansko potem vpliva na kaj pa potem. Ampak vendarle govorimo o potresu. Potres verjetno ni edina nevarnost, ki ogrožajo, v našem primeru govorimo s poudarkom na večstanovanjskih objektih, ampak tudi ostale nevarnosti. Katere, recimo, Uroš, so tiste škode, ki najpogosteje ogrožajo naše domove, večstanovanjske zgradbe? Ja, dobro vprašanje, pa se bom tule takoj navezal na sam odgovor. Kakor vsi vidite iz grafa, najbolj pogosta nevarnost, tako po znesku kot po številu škod je ta rdeča in to je izliv vode. Kaj ugotavljamo? Če sem rekel, recimo, da je za potres zavarovanih cirka dobrih 20% večstanovanjskih stavb, recimo za poplavo podatek cirka 25%, za izliv so skoraj vse zavarovane. Zakaj je temu tako? Zato, ker v bistvu vsakem takem večstanovanjskem objektu sigurno se
enemu izmed etažnih lastnikov zgodilo, da je doživel izliv vode, se pravi, počela neka cev, dovodna, odvodna, kakršnakoli, in je prišlo do potrebe po neki sanaciji in ta dogodek se zelo pogosto krat zgodi in posledično to pomeni, da so ljudje o tem zelo dobro zaveščeni, ne. Se pravi, naprej posledica je tudi zelo dobra zavarovanost za izliv vode, kajti praktično, ne, se to lahko kolega potrdi, so vsi večinoma, no, večstanovanjskih objektov zavarovanih za izliv vode. Ja? Potem pa, ko govorimo o rizikih, kot so potres, poplava, so pa to riziki, ki se pa ne zgodijo pogostokrat, ne. Recimo poplave se vsi spomnimo iz leta 2023, potresa morda Petrinje 2020, ampak ti dogodki so enkratni, imajo močnejši vpliv, velja tisto neko zavedanje potrebe po neki varnosti, zavarovanju, ozaveščanju o tem, da morajo biti objekti ustrezno prilagojeni takim nesrečam. To zavedanje traja, ampak po naših ocenah tudi dosti hitro ugasne. Po mesecu, dveh, največ 3 je zavedanje spet odvisno od geografske bližine, kjer je bil epicenter takega dogodka. To zavedanje naraste, potem pa zelo hitro upade. In posledica je tudi potem delež zavarovanosti, za katere so večstanovanjski objekti zavarovani. Gospod Orevc, lahko potrdite to, kar se tiče zavedanja etažnih lastnikov nevarnosti, kot je recimo izliv vode? Ja, to kar drži. Sicer je treba mogoče dopolniti, da samo zavarovanje izliva voda ne obstaja. Najprej treba imeti osnovno požarno zavarovanje, potem so pa dodatki. In do tega osnovnega paketa, to se pravi požarno zavarovanje, odgovornost pa izliv vode se v veliki večini kar da prideti, ker tudi finančno so potem premije vzdržne, če tako rečemo. Vsi ostali dodatki, poplava, sploh pa potres, je pa kar problem in je procent po moje še nižji, kot je kolega povedal. No, tu bi se mogoče morda celo navezal, ja, drži, izliv vode je kot riziko, ki ga dodamo nekemu osnovnemu, mi rečemo požarnemu zavarovanju. Požarno osnovno zavarovanje krije riziko požara, kot pove, pa tudi vihar, toče, pa padec letala, pa še nekaj manjših, izliv vode je pa nek dodatek, ki se ga zraven doda. In ta dodatek se res praktično na vseh policah dodaja, ker, kot sem rekel, je zavedanje, da se to lahko zgodi, zelo močno prisotno, ker se to res dejansko, ne bom rekel dnevno, ampak zelo pogosto kar tudi dogaja. No, tule vidimo kar nekaj tudi nevarnosti, ki so del funkcionalnosti v naši digitalni poslovalnici. iTriglav, namreč zavarovalnica Triglav je nedavno to funkcionalnost v omenjeni digitalni poslovalnici iTriglav še nadgradila in sicer lahko po novem stopnjo izpostavljenosti nepremičnin preverimo za različne naravne nesreče, poleg potresa, poplave, toče, strele, tudi po novem zemeljskega plazu. Mimogrede, kotiček, ki smo mu rekli iTriglav kotiček, lahko tule za mano tudi kasneje po zaključku preverite in preizkusite ter pogledate, kakšna je stopnja ogroženosti ali pa ocena tveganj za vašo nepremičnino. Sicer pa ta funkcionalnost, ki sem jo omenil, odslej omogoča preverjene stopnje izpostavljenosti naravnim nesrečam za več naslovov in pa je dostopna tudi neidentificiranim uporabnikom. Smo pa to funkcionalnost razvili v zavarovalnici Triglav po tistih že omenjenih predlanskih posledicah teh najobsežnejših poplav in neurij v zgodovini Slovenije. Bi mogoče Uroš tukaj še kaj dodal? Ja, no, sej ta obrazložitev teh tveganj oziroma v Sloveniji imamo, dajmo reči, 576 tisoč objektov s hišnimi številkami. Praktično za vsak objekt tukaj noter lahko preverite, kako je ta objekt izpostavljen tem 5 parametrom. Se pravi, imamo poplavo, imamo plaz, imamo točo, imamo strelo in imamo še potres. Zdaj, ti riziki so zelo različni. Sašo je zelo dobro načel temo, ta razvoj se je nekako začel v letu 2023 po teh res katastrofalnih poplavah, ampak 2023 se vsi zapomnimo po poplavah. De facto dejstvo pa je, da so poplave zgenerirale samo 20% škod, ki jih je zavarovalnica Triglav tisto leto obravnavala iz naslova ujm. Ostalih 80% škod so zgenerirale škode zaradi viharja in toče. Zdaj, sploh te škode, toč, viharjev, so zmeri bolj pogoste, tudi zmeri bolj intenzivne in se pojavljajo vsako leto. Praktično, de facto se bodo zgodile tudi letos. Vprašanje je samo, koliko in v kakšni intenziteti.
Leto 2023, še enkrat, katastrofalno leto v sodobni zgodovini Zavarovalnice Triglav. Naj omenim podatek, da smo 2023 beležili 10-krat več škod iz naslova ujm kot sicer v povprečnem letu. Ja? To je podatek, ki zelo ponazarja vpliv leta 2023. Če se vrnem na 2023, res tukaj, ta pointer ne dela, ampak tukaj je šlo od toč, viharjev, poplav, noben objekt ni bil prezanešen in vsa ta tveganja, ki obstajajo iz teh naravnih ujm, so nekako zajeta v tistih skalah izpostavljenosti. Leto 2024 pa čist diametralna naslika, leto 2023 škod je bilo cirka 10-krat manj, ja, ampak so pa bile tam, ker so bile zelo intenzivne. Predvsem 13.7. lani, dogodek tak, ki je bil najmočnejši, najbolj zaznamoval, tu ta slika prikazuje v bistvu ta čist levo zgoraj, prikazuje agregatno stanje verjetnosti, da je toča nastala na teh poljih, ki so obarvana z rdečo, z rumeno, in tudi te pikce, ki so pa noter narisane, pa dejansko prikazujejo škode, ki so se dejansko rezultirale iz naslova toče ta dan. Sploh bilo je zelo izpostavljeno območje Slovenske Bistrice, Slovenskih Konjic, Stepanj, kjer je klestila toča tudi do premera 14 cm. Vidimo recimo en primer elektrarne, sicer nameščene na poslovni stavbi, ki je dejansko bila, mislim, na tej stavbi je bilo cirka 600 panelov, praktično ni bilo panela, ki bi bil cel. Kar želim povedati, dogodki se dogajajo, so vedno bolj intenzivni, bodo se dogajali. Ta skala, ki jo mi prikazujemo, pa res ponazarja tisto, kar je ključno, da se zavedamo, o čemu je izpostavljen posamezen objekt. Morda dodam še to, različni riziki, različna izpostavljenost oziroma različen model ocene izpostavljenosti. Če govorimo pri potresu, toči, streli in plazu nekih geografskih območjih, govorimo o nekem območju, ki je izpostavljen z določenim tveganjem, pa v drugem območju z drugim tveganjem, je pa recimo izmed vseh teh poplava tisti riziko, ki je čisto edinstven. Zakaj? Zato, ker tukaj pa ne moremo govoriti o območjih izpostavljenosti, recimo Arso vodi 500, 100, 10-letne poplavne karte, ampak de facto dejstvo je, da po naših izkušnjah lahko rečemo, da je poplava unikatna iz stališča, da so objekti zelo mikrolokacijsko odvisni, kako so izpostavljenosti poplav in kako niso. Jaz to vedno najlažje ponazorim s poplavo v neki ulici, ker je ena hiša v depresiji na spodnji strani ulice, druga pa na zgornji strani ulice dvignjena za 2 metra višinske diference, spodaj bo vedno poplavljena, a ta zgornja pa nikoli. Tako da v Zavarovalnici Triglav smo iz kart, tudi to je upoštevano v teh izpostavljenostih, ki so prikazane tu. Skratka, mi smo iz teh kart, ki jih recimo Arso vodi, nadgradili z vsemi našimi podatki in drugimi podatki in naredili model, ker mi v bistvu za vsak objekt s hišno številko, teh je v Sloveniji 576 000 cca, unikatno določili stopnjo poplavne ogroženosti, kar je zelo pomembno, kot še enkrat pri poplavah, mikrolokacija objekta izjemno vpliva potem na samo ogroženost. Vse ostalo pa nekako so pa neke geografske cone, ki definirajo stopnjo določene izpostavljenosti. Gospod Šestan, katere recimo nesreče, naravne nesreče so pa recimo, če govorimo o večstanovanjskih zgradbah, pa najbolj tvegane ali pa najbolj nevarne z vidika zaščite, reševanja? Ja, tukaj je spet potres, ne moram drugega odgovora dati. Tudi zato, ker praktično ga ne doživljamo tako pogosto. Jaz v moji karieri sem doživel 2 v Bovcu, ki pa nista bila tako, bom rekel, huda, kot bi lahko seveda bila in kot je lahko pričakovan na tem območju, o katerem smo prej govorili. In iz tega vidika seveda nimamo nekih pozitivnih izkušenj, da bi znali drugače ali pa bom rekel še boljše odreagirati, medtem ko za določene nesreče, tudi poplave na koncu imamo kar veliko izkušenj, vsi skupaj, tako prebivalci kot tudi mi, ki se na to odzivamo. In seveda potem so te naše reakcije, jaz upam, vsakokrat boljše, vsakokrat nekaj več vemo, nekaj novega vemo, plus tega seveda nam pomaga tudi sodobnejša tehnika. V zadnjih letih smo tudi na tem področju, tako od gasilcev, kot tudi civilne zaščite in druge strukture, se kar, bom rekel, izdatno opremili. Seveda niso še te vse strukture operativne, kot bodo čez nekaj časa. Tako da jaz sem prepričan, da smo na odziv pripravljeni. Seveda
določene težave se pojavijo, ki jih sprotno lahko rešujemo. Pomembno je pa predvsem, kot smo že prej rekli, pri potresu pa edini ukrep je potresno odporno stavbe oziroma objekti in to nas pa čaka v bodočnosti. Se sploh zavedamo, kakšne posledice, kakšne razsežnosti bi imel tak potres? Ja, gledajte, ocene ogroženosti so bile že leta nazaj narejene, predvsem, jaz lahko povem za Ljubljano, pa tle Mateja me bo lahko popravila, če bom kaj kiksnil. Smo govorili o recimo 30.000 ljudi bomo morali nastaniti, pa ne vem, toliko tisoč. Zdaj, ko smo igrali eno vajo državno na podlagi Potroga, tukaj moram Marjani Lutmanovi se lepo zahvaliti, smo delali kar nekaj let, pa seveda MOL-u za inicijativo, da smo do tega projekta prišli. Smo skozi ta projekt in skozi aplikacijo, ki je javno dostopna, prišli do 80.000 ljudi, da bo treba nastaniti. Tu je pa že težava, druge kategorije, kot je tistih 30.000. Da ne govorim o oceni števila poškodovanih in mrtvih. To je seveda vse povezano s tem. Tako da tukaj je, mislim, da je tisto, kot je prej kolega tukaj izpostavil, nesreče, ki se nam ne dogajajo pogosto, jih pozabimo, vsi skupaj jih pozabimo in rečemo, pa se tu se nam, ne rečemo, mislimo si, to se nam ne more zgoditi. Pa ni res. Živimo na tem območju, ki je ta ogroženost prisotna. In enkrat se bo nažalost zgodila, če se ne bo nam, se bo nekaterih generacij za nami, upam, da čim kasneje. Ampak se bo. Ja. Najmogoče na tem mestu omenim samo še eno potresno vajo, ki bo v začetku junija potekala na območju celotne Goriške. Gre za en tak velik čezmejni dogodek, na katerem bo sodelovalo več kot 500 pripadnikov enot iz sistema zaščite in reševanja varnostnih sil, prostovoljnih organizacij in lokalnih organov iz Furlanije, Julijske krajine, Benečije, Slovenije, pa tudi ekipe posredovalcev in reševalcev, tako iz Hrvaške, kot iz Nemčije, in partner te vaje tudi Zavarovalnica Triglav, ki seveda daje velik pomen prepoznavanju teh tveganj in seveda tudi krepitvi oziroma preventivnemu ravnanju. Če dopolnim, to je druga vaja iz tega, bom rekel, projekta. Prva je bila teoretična, zdaj gre za praktični del. Nosilci je seveda Novogoriška občina, pa ČEZ Furlanije, Julijska krajina. Tako da jaz, če bom imel čas, se bom tega tudi udeležil, malo tako bom rekel iz same radovednosti, če smem tako reči, pa ni temu tako. Tako da take seveda stvari pozdravljamo, mi tudi veliko pred nekaj časa smo imeli na Celjskem vajo, tudi na temo potresa. Imamo v načrtu vaj vsako leto za različne seveda nesreče, od občinskih do regijskih do državnih vaj. Na to se pripravljamo, seveda, kot sem pa rekel, če imamo pa še kakšne žive izkušnje, potem je pa še toliko boljše. Po vsaki večji stvari naredimo na tem področju zaščite in reševanja eno poglobljeno analizo, gotovimo minuse, pluse in tako naprej. Predlagamo, kako naprej, tudi kakšne ukrepe. Smo pa Slovenci, nažalost, taki, da tiste ukrepe izvajamo bolj počasi, bom tako rekel. In seveda potem imamo tam kakšno težavo, ampak pomembno je, da jih evidentiramo, da jih vidimo in da seveda potem počasi jih tudi udejanimo, tiste predloge za izboljšave, če tako lahko rečem. To je dobro iztočite tudi za naslednje vprašanje. Gospa Kržan, kako recimo pri vas na Zavodu za gradbeništvo Slovenije preverjate odpornost teh stavb na različne nevarnosti, naravne nesreče, tako z vidika recimo materialov, lokacije, gradnje in podobno? Ja, tako, zdaj pač postopek je drugačen za obstoječe napram, v bistvu obstoječe stavbe napram novogradnji. Za obstoječe je prva faza v bistvu pregled projektne dokumentacije, se pravi za prvotno gradnjo, potem za vse morebitne prenove. Potem pa je seveda pregled terenski same stavbe, ugotavljanje ujemanja za projektno dokumentacijo, zaznava morebitnih posegov, ki niso evidentirani, ki ponavadi negativno vplivajo na odpornost. Zdaj v tistih analizah, kjer pač je naša naloga potem tudi zasnovati ukrepe, naredimo podrobno analizo in v takih primerih potem potrebujemo tudi v bistvu mehanske lastnosti vgrajenih materialov, tako da se na terenu v bistvu izvedejo preiskave, odvzame se gradiva, se jih testira v laboratoriju in potem na podlagi njih določi karakteristike in potem v bistvu naredi podrobno analizo.
v obstoječem stanju in potem tudi za različne variante utrditev. Kaj pa menite o tem, že gospod Orevc je omenil, da se je v zadnjih letih kar nekaj stavb energetsko prenovilo, tudi tiste, ki so bile potresno neodporne. Kako recimo smiselna je sploh neka energetska sanacija brez recimo denimo neke konstrukcijske ureditve? Ja, z našega stališča je to v bistvu zamujena priložnost. Zdaj stavbe, ki so energetsko prenovljene, se nekaj časa potem zagotovo ne bo utrjevalo, se je to ponovno poseg v bistvu fasado, dodaten strošek. Ja, kaj nam pomaga v bistvu vlaganje v fasado, okna, če pride lahko do najhujših posledic, prav do porušitve. Morda samo prej smo se z Marjano pogovarjali, ker se nismo dolgo videla. Pred cirka 15 leti sem bil sam tudi član ene komisije, ki je razporejala, če smem tako reči, nismo imeli pa nekih besed, denar iz kohezije. Takrat je šel ta denar v večini v vode, vodotoke, urejanje vodotokov. No in osebno sem bil tisti, ki sem takrat, ko se je začela energetska sanacija, to je 10 let plus, ne vem, da sem na tej komisiji predlagal, da naj bi bil pogoj za energetsko sanacijo potresna odpornost. Ker to, kot je zdaj kolegica rekla, to je totalni nonsens, da smo zgradbe energetsko sanirali, jutri bomo pa šli, pa jih bomo potresno sanirali. No zdaj nekaj let nazaj, zdaj ne vem točno koliko, 2, 3, je pa ta pogoj prišel noter. Tako da je zdaj pogoj, zdaj kakve so pa merila, pa ne vem, se nisem spuščal v to. No, ravno to sem jaz želela dodati, da v resnici je lansko leto v bistvu tudi Evropska unija sprejela prenovljeno direktivo o energetski učinkovitosti stavb, v kateri je zdaj kot smernica celovita prenova in ne zgolj samo v bistvu energetska, kar upamo, da bo tudi omogočalo, da bojo tudi sistemsko pri nas na voljo evropska sredstva iz kohezije za ta namen. Gospod Orevc, kako pogosto pa se po vaših izkušnjah neka stanovanjska skupnost, ko govorimo o obnovi, pogovarja o neki takšni celoviti prenovi, seveda ne samo o neki obnovi, prenovi fasade, ampak tudi, kot govorimo, neki protiprotestni ojačitvi, seveda vemo, te stvari niso poceni. Ja, ti pogovori so stalni. Sigurno vsako leto enkrat na zboru etažnih lastnikov se o teh stvarih debatira in se pregleda načrt vzdrževanja in sprejema ustrezne sklepe. Tako da to je zelo živo dogajanje, skratka živa debata, to smo na dnevnem nivoju s tem soočeni. Seveda, zdaj, če se mogoče malo navežem nazaj na energetsko sanacijo, strokovnega vidika, to vse drži. Samo z finančnega in rekel nekega občutka, da živiš na pogled lepi stavbi, pa ne. Pa tudi sama energetska sanacija ima en učink, ker potresna sanacija ima učink samo v primeru potresa. Energetska sanacija ga ima pa takoj pri počutju, pri rekel sami klimi v stavbi, pa seveda pri financah, in zato je seveda veliko bolj zanimiva za etažne lastnike. Sigurno pa so debate, ampak zaenkrat še zelo na teoretični ravni o kakšni potresni sanaciji, ker se vsi zavedamo, da so pa za to res potrebna velika finančna sredstva. Ker vemo, slišali smo podatek, glede na to potresna neodpornost večstanovanjskih zgradb, je relativno malo ljudi zavarovanih za potres. Menite, recimo, da je to posledica nezainteresiranosti lastnikov, je to mišljenje, ki ga omeni tudi gospod Čestan, saj se nam nič ne bo zgodilo, ali vendar je to, kar ste omenili že na začetku, to večinsko odločanje v blokih? Vsakega pomalo. Ne bom rekel, ker je ključen dejavnik, sigurno je glavni dejavnik ta, da se pozablja, pač nek potres se zgodi, pa čez par mesecev se noben več tega ne zaveda, ravno tako s poplavami in tako naprej. Druga zadeva je, ker pač vsak vseen razmišlja o financah in dodajanje zavarovanj pomeni tudi dodatno finančno breme. Tako da smo tukaj upravniki kar pred izzivom. Poleg tega nam je Agencija za zavarovalni nadzor v bistvu upravnikom sploh v osnovi prepovedala, da predstavljamo zavarovanja. Tako da se ti večji ali pa malo bolj zavedni upravniki sodelujemo z zavarovalno-posredniškimi družbami, kjer nam pač jih povabimo. Z podjetja, s katerega prihajam sam, moram reči, da je zavarovanje tema na vsakoletnih zborih.
poudarjamo pomen tega. Sigurno pa samo zavarovanje potresa, recimo pri potresni varnosti, čisto nič ne pripomore. Pripomore samo pri bolečini, ki bo temu sledila. Tako da sigurno je pa smiselno, zdaj bom sicer posegel na področje kolegice, tudi novejše stavbe, ki so grajene po evrokodih, ne pomeni, da se pri potresu ne bojo poškodovale. Namen projektiranja gradbenih konstrukcij je, da se preprečijo človeške žrtve, ne da stavba ostane nedotaknjena. To pomeni, da tudi neka stavba, ki je bila včeraj izgrajena, to se pravi z vsemi modernimi standardi, se po potresu lahko poškoduje. Res, da žrtev ne bo, ampak sanacija bo pa še zmeraj draga. In tukaj pride do pomena zavarovanja. Ja, absolutno se strinjam. Pri potresih pričakujemo poškodbe tudi pri v bistvu sodobnih stavbah. Bi pa hkrati na tem mestu opozorila, da so tudi v bistvu sodobne stavbe marsikdaj recimo potresno ne najbolj zasnovane v smislu sodobnih arhitektur, odprtih prostorov, nepravilnosti po višini tlorisu, tako da tudi take stvari potem vplivajo na še dodatno škodo. No, če tole lahko dopolnim, jaz sem v svoji karieri bil tudi gradbeni nadzornik, pa lahko iz prve roke povem, da že iz projektantskega nivoja se na potres zelo gleda tako za zraven. Res nekih potresnih analiz, pa tega se res še premalo zavedamo že na nivoju projektiranja, kaj šele potem kasneje. Morda bo tudi tale dogodek pripomoril, da bo to zavedanje večje. Uroš, na kaj morajo biti stanovalci večstanovanjskih zgradb posebej pozorni pri zavarovanju? Ko govorimo, ne vem, zavarovanost po neki skupni policiji upravnika ali pa ko gre za neko individualno zavarovanje doma? Ja, no, zdaj tole sem jaz zelo navezal na vse tri sogovorce. Zavarovanje je eden, tako kot smo predstavili s to jengo, recimo eden izmed kosov sestavljen, kako celovito zaščititi objekt. Prvo je samo umestitev prostor, načrtovanje, projektiranje, ustrezna izvedba, zasnova, ustrezno vzdrževanje in vse, kar sodi zraven, tudi potem en izmed teh aspektov je tudi zavarovanje. Zdaj, če se sfokusiramo na večstanovanjske objekte, predstavljajte se tudi, da je tale enga zgrajena, najboljši način, da se mi zaščitimo pred neko nevarnostjo je, da mi objekt kot tak v celoti zavarujemo za to nevarnost. Recimo, to pomeni celovita polica preko upravnika. Ja, se pravi, upravnik sklene polico, požarno polico, s katero je celotno objekt kot tak zavarovan, etažni lastniki pa potem poskrbijo še za zavarovanje svojih premičnin, ki so individualne od lastnika do lastnika različne. Zdaj in tukaj trčimo v prvi izziv, se pravi, kako celovito zavarovati objekt oziroma za katere rizike ga zavarovati, na kakšen način, s kakšno zavarovalno vsoto. In tukaj potem se pa začnejo izzivi. Se pravi, skupnost etažnih lastnikov se mora poenotiti prvič o obsegu kritja, se pravi, ali govorimo sploh o zavarovanju in potem v kakšni širini, samo temeljno zavarovanje za požara, dodamo še izliv vode, a dodamo morda tudi potres, poplavo. In kot sem rekel, požarno se zavaruje cirka 70% objektov, 60-70% objektov, potem izliv vode, od teh jih ima 100% zavarovanih, recimo potres samo 20. In kaj se zgodi, ko pride do potresa? Ta lepa zgradba, ki je z novo fasado, se poruši. Tu je recimo 20% teh etažnih lastnikov, se pravi, vsi s celotno polico se niso odločili, da zavarujejo objekt. 20% lastnikov se je pa odločili, ker imajo to možnost, da svojo lastnino, svoj etažni del zavarujejo tudi za potres. Ampak potem pride potres, poruši se stavba, kaj je namen? Živijo na tem zemljišču, imeli so stavbo, ki je bila tako visoka, ampak samo 20% jih ima sklenjeno zavarovanje, se pravi, bodo dobili 20, zavarovalnica pa kaj plača? Zavarovalnica plača pa gradbeno vrednost, se pravi, mi moramo prvo tudi to ločiti. Tržna, gradbena vrednost. Zavarovalnica v bistvu povrne nastalo škodo, se pravi, povrne oziroma pomaga ponovno zgraditi ta objekt. Se pravi, to je gradbena vrednost, ki je lahko enaka v različnih delih Slovenije, tržna vrednost je pa zelo varira. In ko mi povrnemo gradbeno vrednost s tem 20%, kaj bo teh 20% naredili? Postavili bo 20% stavbe. Vsi ostali, če že niso imeli za zavarovanje, kako težko bodo potem zbrali sredstva za to, da bodo participirali pri tem, da se bo ta stanovanjski objekt zgradil v celoti nazaj. In pridemo do te težave, da tudi tisti, ki imajo sklenjeno zavarovanje, ne bodo morali si zgraditi tega istega
bloka, večstanovanjskega objekta na tiste mesto, na tisti parceli, ki so ga imeli prej, ker bo pokrite samo 20% škode. In potem naslednji izziv, kot sem rekel, dobijo povrnjeno gradbeno vrednost za to, da se tak večstanovanjski objekt postavi nazaj. Ne morejo ga postaviti nazaj, zaradi tega, ker objekt ni bil v celoti zavarovan. Dobijo izplačeno zavarovalnino, seveda dobijo, ampak gradbeno vrednost. In s to gradbeno vrednost na trgu zelo težko najdejo ekvivalentno stanovanje, kot so ga imeli, prednje škoda nastala. Če ponazorim na primeru, 5-sobno stanovanje, gradbena vrednost je recimo 2000 evrov na kvadrat, tržna vrednost pa 4 do 5. In vi si zdaj predstavljate, zaradi tega, ker objekt kot tak v celoti ni zavarovan za potres, ti, ki imajo zavarovan, bodo dobili zavarovalnino, enako gradbeni vrednosti, na trgu si bodo pa iz te 4-sobnega stanovanja lahko recimo kupili garsonjero ali pa 2,5-sobno stanovanje. In to je izziv, to je izziv, ki ga naslavljamo. Pomen ozaveščanja vsega skupaj je tukaj zelo močan. So prizadevanja tudi na ravni združenja vseh zavarovalnic po neki minimalni košarici obveznih zavarovanj, se pravi požar, potres, morda poplava, odgovornost, tudi zelo pomembna, iz hišno-zemljiške posesti tega bloka, ki bi bil nekako vezan. Kot recimo pri zavarovanju vozil, vsi vemo, če želimo se peljati jutri po cesti, moramo danes skleniti zavarovanje odgovornosti za svoje vozilo. In v tem primeru, če neka stvar postane obvezna, pomeni v nadaljevanju, mi zdaj, ko se lahko vsak posameznik odloča za kritje, da ne, sploh zavarovanje, da ne, govorimo o negativni selekciji. Zavarujejo predvsem tisti, ki se počutijo bolj ogrožene, se pravi tisti, ki bodo tamle imeli za semenski plaz zelo tvegano, bodo po vsej verjetnosti sklenili plaz, drugi pa morda, oziroma redko kdaj, isto pri poplavi, isto pri potresu, sploh potres je ta, ki lahko zadane vsakogar, noben ni imun, nobena stavba v Sloveniji ni imuna na potres. In če bi bilo neko zavarovanje obvezno, nimamo negativne selekcije, niže premije, vse skupaj bi dosti lažje, bolj celovito lahko naslavljali. Gospod Orevc, morda tule, če se navežem na zadnje Uroševe besede, kakšno je vaše stališče recimo do tega, da bi bile večstanovanjske, da bi morali biti večstanovanjske zgradbe obvezno zavarovane pred recimo naravnimi nesrečami? Absolutno bomo rekel to drzno, že ker malo drzno idejo podpiramo, točno s takimi argumenti, kot je zdaj gospod Uroš predstavil, mi prepričujemo etažne lastnike, pomen individualno skupno zavarovanje, skratka definitivno je ta koncept neke temeljne skupinske police za stavbo kot celoto najboljši. Potem pa vsak etažni lastnik dograjuje svojo individualno polico, tiste nevarnosti, ki pa njemu še posebej pritičajo, ne vem, če ima kakšne več uredne predmete, boljšo opremo in tako naprej. Skratka, zakonodaja nam je šla tukaj malo nasprot, ker od leta 2021 je odločitev o zavarovanju stavbe kot celote posel rednega upravljanja, tako da navadna večina, to se pravi več kot 50% etažnih lastnikov o tem odloča, in je tukaj lažje, včasih tega nismo poznali. Po drugi strani imam pa mogoče kjerkrat tudi težje, ker ti, ki imajo že določen, ker treba se zavedati, da kar nekaj etažnih lastnikov pa že ima individualne zavarovanja in se jih potem ravno zaradi tega ne želijo spreminjati. Ampak naša naloga, oziroma zavarovalnih posrednikov, ki nam pri tem pomagajo, je pač, da na takle lep način predstavimo etažnim lastnikom točno to. Tudi če imaš ti individualno zavarovanje, če bo prišlo do neke totalne škode, se s tem kaj dosti ne boš mogel pomagati. Ja, ste želeli še kaj dodati? Ne, kar vprašajte. Vprašanje za gospod Kržanše. Kaj bi recimo po vašem mnenju pa treba še narediti, storiti, spremeniti, da bi bile te večstanovanjske zgradbe še bolj odporne, bolj varne pred temi naravnimi nesrečami pojavi? Ja, zdaj zagotovo, pač kot že rečeno, jih utrdite, ampak prvi korak je pa z našega stališča, da se pač poveča to zavedanje oziroma da se zve, kakšna dejansko je trenutna odpornost. Se pravi to, potem pa je tukaj seveda tudi ustrezno vzdrževanje, se pravi, da se morebitne poškodbe najde vzroke za njih, se jih sanira, da se ob morebitnih posegih ne poslabšuje odpornosti, kar tudi pač na terenu pogosto vidimo, se pravi razni preboji, inštalacije, odstranjevanje sten. To. Se pravi, da
pač upravniki, lastniki delajo odgovorno, spremljajo in pač vsaj zastavijo dolgoročno plane, da se odpornost poveča. Če smo že začeli, pa še končajmo z gospodom Šestanom, morda glede na vaše bogate izkušnje, kaj bi svetovali ljudem, kaj bi svetovali nam, da bomo v prihodnje bolj, če se že navežemo na naslov tega dogodka, bolj pripravljeni na nepredvidljivo? No, jaz ali pa bom rekel moji sodelavci že in vsi, ki delamo na področju zaščite in reševanja, predvsem tisti, ki smo tukaj zaposleni, ki nas je pa vsako leto manj v tej državi, delamo na tako rečenem ozaveščanju ljudi že dolgo let ali pa desetletja. Seveda imamo včasih več uspehov, včasih manj, no jaz sem ponosen na, bom rekel, rezultat, če smem se tako po nogometno izraziti, iz teh poplav, da so ljudje spoštovali naša opozorila, naša navodila, naše usmeritve, kaže, in to dokaz temu je tudi žrtve, ki smo jih imeli v tem obsežnem dogodku. Imeli smo 3 smrtne žrtve, medtem ko so jih imeli v Nemčiji, ki jo imamo za urejeno državo, na takem obsegu 19, malo pred nami, da ne govorimo o Grčiji za nami. Tako da v tem smislu seveda je veliko moramo storiti in storimo lahko kot posamezniki, seveda pa tisti, ki smo zadolženi za to področje, moramo pa še naprej skrbeti za to ozaveščanje in tudi ta dogodek na koncu je ozaveščanje v tej smeri, čeprav gre za zadnjo kocko v mozaiku, zavarovanje, ampak če se bomo zavedali vsega skupaj, verjamem, da bomo prišli do enega rezultata, ki bo bistveno boljši za nas vse. Ne samo za tiste, ki se moramo odzivati pa pomagati, ampak tudi za posameznika. Ja, to je ena od teh kock, ki je seveda pomembna v tej celoti. Res hvala lepo vsem za tale pogovor in debato. Seveda povedali smo veliko, ampak sigurno je še kaj, kar je odprto, zato morda na tem mestu še povabilo vam. Spoštovani gostje, novinarji, sodelavci, če imate kakšno vprašanje, mislim, da ja. Pa tam ne še eno. Ja, bom čas razdela. Samo nekaj bi vas vprašal. Glede na to, da ste omenili obvezno zavarovanje, koliko bi to znižali premije? Ker zdaj pravijo, da za eno stanovanje zavarovanje potresno je tudi 200 ali pa več evrov. Hvala. Ja, bom odgovoril. Zdaj točnega podatka vam ne morem navesti, to je zelo tako zahtevno vprašanje. Bom pa morda se malo navezal, pa po ovinkih povedal še malo širšo zgodbo. Zelo zanimivo, kar mi opažamo na trgu, je to, da posamezniki zelo velikokrat sklenejo določena zavarovanja, recimo sploh zelo zanimiva so zavarovanja za razne mobilne naprave, računalnike, telefone, tablice in podobno. In teh zavarovanj je zelo veliko. In tam tudi premije tudi niso, ne vem, 2-3 evre, ampak tudi ranga nekaj 10 ali pa celo 100 evrov. Ampak govorimo o nekem gadgetu, ki ga je jutri sorazmerno zelo enostavno nadomestiti. Ko govorimo o našem domu, ne objektu, o domu, mislim, tukaj pa govorimo o enem elementu, ki ga jutri ne moremo tako enostavno nadomestiti. In zato je, ne vem, vsak, ki je šel skozi fazo prenove ali pa gradnje, točno ve, kaj vse to za sabo potegne. In to potegne za sabo en kup enih skrbi. In ena izmed skrbi je tudi finančna struktura, da tak projekt spelješ. In da je že ta skrb manj, je mnogo lažje. Zdaj, vaše vprašanje je bilo, koliko nižja premija, ne znam odgovoriti, ampak povem pa, da bi bilo zavedanje, kako pomembno je zavarovati, ustrezno zavarovati naš dom, toliko bolj pomembna, če se jutri slučajno zgodi karkoli, na kar smo nepripravljeni. Ja, Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici, katere del je tudi Združenje upravnikov nepremičnin. Eno stvar sem želel samo opozoriti, sem mislil, mogoče bo kdo od vas se spomnil na to, pa nič narobe. Se strinjam z vsem, kar ste povedali in se strinjam s tem, da je osveščenost prenizka. Rekli ste, da glede potresa imamo zelo malo izkušenj, zato smo pričakovali, da bo pri nas bistveno več, bom rekel, tega občutka, tudi po potrebi zavarovanja ustreznega zbudil potres, ki je bil v soseščini. V Zagrebu so imeli ogromno izkušenj, mislim, da je bil v letu 2020 in tudi na področju upravljanja nepremičnin se je ogromno zgodilo zaradi tega potresa.
Konec lanskega leta so Hrvati sprejeli povsem nov zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb, bom rekel, na valu teh izkušenj, ki so jih doživeli v potresu, kjer so videli, kako v slabem stanju so njihove večstanovanjske stavbe, kako v slabem stanju so bile tudi zaradi manjših posegov etažnih lastnikov, ki so vrtali nosilne stene in podobno, in so sprejeli zelo ambiciozen zakon. Bomo videli, kako se bo v praksi izvajal, ampak mogoče bi tudi mi lahko malo gradili na izkušnjah drugih, da ni treba čakati svojih lastnih izkušenj, da stanje popravimo. Mi gotovo na področju upravljanja večstanovanjskih stavb bomo iskali dobre zglede tudi v tistem zakonu. Pravim, mislim, da je bil v decembru lani sprejet na Hrvaškem in z veseljem čakamo neke učinke, ki jih bo v praksi prinesel, da bi jih mogoče potem lahko tudi pri nas v področno zakonodajo prenesli. Super, hvala. Še kakšno vprašanje? Ja. Tam ne na koncu. Ali na začetku? Pravzaprav imam dve vprašanji, Damjan Franc, Nedeljski dnevnik. Prvo vprašanje je, govorili ste o zavarovanju in razlikom med gradbeno in tržno vrednostjo. Ali je mogoče na kakršenkoli način stanovanje v neki večstanovanjski stavbi zavarovati tudi za tržno vrednost? To je prvo vprašanje. In drugo, kadar imaš situacijo, ko je skupinsko zavarovanje in individualno zavarovanje, kaj se v taki situaciji potem zgodi, recimo, ko je potres ali pa karkoli takega? Hvala lepa. Tukaj se bom jaz navezal na obligacijski zakon, ki nekako v teh primerih prepoveduje obogatitev. Torej, mi vedno, kadar govorimo o neki nadomestitveni vrednosti po določenem takšnem dogodku, govorimo o gradbeni vrednosti, se pravi o nadomestitveni vrednosti zavarovanega objekta v stanje, kot je bil pred samim dogodkom. V bistvu s tem odgovorim na eno in drugo vprašanje. Tukaj govorimo o prepovedi obogatitve in nadomestitveni vrednosti za izgradnjo ekvivalentnega objekta. Če je zavarovan več, če gre, takrat pač mi iz vseh zavarovanj povrnemo vso zavarovalno vsoto, ampak ne več, kot je recimo gradbena vrednost tistega objekta, ki je zavarovan. Ja. Še kakšno? Imamo še eno vprašanje. Dobar dan, hvala. Samo Gostič z RMK, tudi delal v DTP-ju Nova Posočja. Kle za zavarovalnico imam v bistvu eno vprašanje. Zdaj pri novogradnjah vemo, da bo škoda nastala omejena, da tako rečem, kar bo možno kriti z zavarovanjem. Kaj pa v primeru starejših stavb, namreč tam pride do enega problema, da samo popravilo škode, te, ki je nastala zaradi potresa, običajno ni dovolj, zato ker se med sanacijo ugotovi, da je stavba bila slaba. Se pravi, je treba najprej utrditi. In zdaj vi ste pa ravno kar v prejšnjem odgovoru povedali, da vi vrnete glede na tisto, kakšna stavba je bila. Se pravi, bi povrnili stavbo, stroške za stavbo, kakršna je bila. Vemo pa, da sedaj ni zadosti dobra za zdajšnje zahteve. Kaj zdaj v takem primeru narediti? Ok, tukaj je več aspektov, ki vpliva na odgovor. Prvi je, kot ste sami povzeli, mi povrnemo stavbo v stanje, kot je bilo. Razne izboljšave so možne, ampak se potem pri izplačilu zavarovanja seveda odštejejo. Treba se staviti finančno konstrukcijo. Tako. Zdaj, če pa še en korak nazaj naredim, se pravi, ob sklepanju zavarovanja se pa določa, na kakšen način je objekt zavarovan. Dva poznamo, se pravi na novo ali na dejansko vrednost. Kadar govorimo o novi vrednosti, se pravi v tem primeru zavarovalnica povrne novo nadomestitveno vrednost tega objekta. Dajmo čisto plastično reči, vsak objekt se amortizira cirka 1% na leto. Zavarovalnice v zavarovanju vzamejo objekte, ki so zamortizirani do 40% in jih zavarujejo na tako imenovano novo vrednost. Gre za neke vrste obogatitev, jutri ob škodi, če je stavba stara 30 let, recimo nič obnovljena je 30% zamortizirana, ampak bomo vsem povrnili škodo v celoti, se pravi izgradnjo nove iste stavbe. Kadar govorimo o zavarovanju na dejansko vrednost, takrat zavarovalnica povrne dejansko vrednost tega objekta tik trenutek prednje škoda nastala. Če je objekt starejši, mi rečemo, če je več kot 40% zamortiziran, ga ne zavarujemo na novo vrednost, ga zavarujemo na dejansko vrednost, recimo objekt star 100 let, recimo je še vreden uporabne vrednosti 20 do 30%, povrnemo 20 do 30% zavarovalne vsote novogradnje, oziroma ne zavarovalne vsote, vrednosti novogradnje.
Pa če še malo bolj razdelam, zdaj več faktorjev vpliva na to, kako je zamortiziran objekt. Vsak objekt lahko skozi leta se obnavlja, ne vem, konstrukcijsko, obnavlja se stavbno pohištvo, naredi se nova fasada, nova streha in vse to nekje so ključni ali pa inštalacija. To je, jaz rečem, 5 ključnih elementov, ki nekako osveži sam objekt. In seveda z nekim takim posegom, z novo fasado, z novimi okni, z konstrukcijsko ojačitvijo tega objekta se potem tudi ta amortiziranost zniža, malce znivelira oziroma je vrednost tega objekta potem osvežena oziroma ni, če je tudi objekt star 60 let, je lahko z ustreznimi investicijskimi vložki van še vedno zamortiziran le 20%. Upam, da sem se približno razumljivo razložil. Se pravi, mi z raznimi posegi, z obnovami to vrednost oziroma to amortiziranost objekta znižujemo. In potem spet to gre v to kalkulacijo, kateri objekt bo zavarovalnica zavarovala na novo, kateri na dejansko vrednost in kaj bo sledilo potem ob škodi. Naj pa povem, če se naveže malo na potrese, se to v bistvu bo kolegica še bolj popravila, oziroma dopolnila, mi nekako ločimo objekte pred letom 1965 in po letu 1965. Takrat so prišle v veljavo določene nove gradbene smernice za projektiranje teh novih objektov po tem letu, ki so bili potresno bolj odporni in to je recimo en izmed tistih faktorjev, ki vplivajo potem recimo konkretno na potres, kakšna bo recimo predvsem premija pri zavarovanju potresa. No, pa morda, ne vem, 65 leta se je zgodilo, ali 64 leta? 63 v Sloveniji, 64 Jugoslavija. Uvedba sodobnejših predpisov, ampak še vedno za precej nižjo potresno obtežbo napram tisti, ki jo danes v bistvu zahtevamo. Hvala za ta odgovor. A lahko sem še eno vprašanje dam, ker sem že glik pri mikrofonu? Prej ste rekli, recimo za poplave, je bilo zanimivo pač, da je mikrolokacija tista stvar, ki najbolj vpliva na to. Zdaj pa, če gremo na potres, generalno sliko imamo potresne varnosti oziroma tveganja v Sloveniji, ampak a upoštevate, da pri potresu je pa pravzaprav ne mikrolokacija, ampak konstrukcija stavbe. A ste sposobni to upoštevati pri določanju zavarovanja, oziroma premije? Nekaj ste rekli, da upoštevate, kdaj je bila stavba zgrajena, ker je za nas nek osnovni tak, če nimaš božjega podatka, rečeš, pred 65 zelo dvomimo, po 65 recimo, da bo v redu, po 81 tam bo še malo boljš, po 2,8 bi morali biti v redu. Koliko upoštevate to v svojih izračunih? Bom zdaj malo vrnil izziv, če smem. Vas smem prvo vprašati, od kje prihajate? Gradbeni inštitut za RMK. Super, odlično, se mi je zdelo. Zdaj vas bom jaz vprašal, povejte mi najboljšo bazo v Sloveniji, ki zelo jasno definira te podatke. Točno to, kak objekt je zgrajen, kako kvalitetno je projektiran, konstrukcijsko projektiran in odporen na potres. No, se pravi, če jaz ponazorim, in odgovor je na vaše vprašanje še moj, pač mi nimamo drugih diferenciatorjev, generalno gledano, ki bi zdaj mi tretirali, ne vem, če pa govorimo v neki skeletni gradnji, masivni gradnji, leseni gradnji, kakršnikoli že gradnji, ne vem, z odprtinami takih, ne vem, s pospeški tal. Pospeški tal so sigurno tisti, ki vplivajo, potem mi imamo, morda sem pa res pozabil povedati, mi poleg, kdaj je bil objekt zgrajen, potem je tudi odvisno, v kateri potresni coni leži. V Sloveniji imamo 4, odvisne so od pospeškov tal, različne pozicije v Sloveniji v različne potresne cone, različna premija. Se pravi, leto, kdaj je bilo zgrajeno, po kateri potresni coni je tak objekt. Konstrukcijsko ne vplivamo, ker pač brez zamere nimamo dobene kredibilne baze, ki bi bila vodena, ki bi to tako enoznačno določila, da bi lahko mi iz tega črpali podatke. Sigurno bomo mi plasirali in bomo se upoštevali. Samo zanimalo me je, če imate kaj več. Je pa tako, če mi govorimo generalno, je slika taka, kot sem povedal. Če mi govorimo o nekih zavarovanjih res zelo velikih portfeljev, o nekih podjetij ali pa določenih res zelo specifičnih stavb, takrat potem je bolj individualen tailor-made pristop, ampak generalno so pa to vsi ti parametri, ki tere upoštevamo. Poplava na drugi strani, apropo poplave, tam pa, kot smo rekli, mikrolokacija je zelo pomembna. Tukaj naslavljamo, mi po letu 2023 smo naredili tu zelo podrobno analizo objektov, ki so bili poplavljeni in zavarovani pri nas. Kaj smo ugotovili?
cirka 50% objektov, ki so imeli poplavo, so bili pri nas zavarovani za riziko poplave, je bilo na območjih, ki niso ne v 500, ne v 100, ne v 10-letnih poplavnih conah. Več kot 50 ali pa točno 50. Ne? Zdaj pa garbage in garbage out. Lahko imamo podatke, če niso dosti dobri, potem spet ne dajo dosti dobrega rezultata. Zato mi že pred temi poplavami smo ustvarili, mi smo ta riziko prepoznali že, ker jaz sem včasih delal tudi na razvoju produktov in te zadeve zelo dobro poznam. Recimo riziko poplave smo mi detektirali kot zelo problematičen, ravno ta mikrolokacijski vpliv in ga razdelali na vse objekte v Sloveniji, upoštevali od tipografije terena, naših historičnih podatkov, vse, ne vem, objekt, gradnja objekta, zelo, ne, ta podatek pa imamo, ima klet, nima kleti, ne. To je lahko recimo zelo pomemben podatek. Primer Prekmurje, ne. Prekmurje po čem je značilen? Po talni vodi, ne. Vdor talne vode, tam je zelo značilen, da je talna voda zelo nizka, ne, in zelo hitro prihaja do vdora talne vode in recimo te faktorje vse smo upoštevali pri lastni poplavni karti, ne, ki v bistvu temelji delno na Arsotovih, delno smo jo pa nadgradili z raznimi podatki in jo res mikrolocirali na vsak objekt posebej. Okay, hvala. Še eno vprašanje, ja. Pozdravljeni, Marjana Lutman. Upoštevate stvari, s katerimi lahko malo zvišate premijo, vaše individualne, ne pa one stvari, s katerimi bi potencialno znižali premijo. Ne drži. V obe smeri gre. V obe smeri gre. V obe smeri. Bom dal primer Prekmurja, ja? Imamo vas, kakršnakoli, ne? Zelo spremljamo recimo pogostnost škod v tej vasi, ne? Iz poplav. In ugotavljamo, da je pogostnost zelo visoka. In v bistvu, ko naredimo podrobnejšo analizo, ne, lahko bi rekli predpostavimo, objekt razdelimo v 3 poplavne cone. In zaradi te pogostnosti v neki vasi, v tej vasi je taka pogostnost poplavnih škod. In celo vas damo v drugi, tretji razred. Prvi je najmanj rizičen, z najnižjo premijo, tretji najbolj rizičen, z najvišjo premijo. Ampak mi smo vse te objekte zelo podrobno pregledali in kaj smo ugotovili. V tej vasi sta bili 2 hiši, ali pa mislim, da celo samo ena, ki je imela v zadnjih 10 letih 6 škod iz poplave. In potem smo že šli raziskovati, pa hudimerček, ne, vse objekte bi mi umestili v malo bolj rizičen poplavni razred, ampak dejansko škode nastajajo pa samo na enem dotičnem objektu. Zakaj? Ugotovili smo, da edini objekt v vasi ima klet. Ja? In kaj se je zgodilo? Ta dotičen objekt je zaradi svoje konstrukcije bolj rizičen in zato ima višji poplavni razred, sosed 5 metrov stran, samo čez ograjo pa v najnižjem poplavnem razredu. Tako da upoštevamo stvari, ki gredo v, pač dejansko posnamemo riziko, kot je na terenu. Ja? Kadar govorimo o tem. Recimo sploh pri poplavah, no je to najbolj značilno, pri vseh ostalih rizikih je pa neko geografsko območje, ki definira in ponovadi vedno te izpostavljenosti črpamo iz nekih podatkov, ki so dostopni predvsem od naših agencij, ki skrbijo od kart nevarnosti za zemeljske plazove, za potres in tako naprej. Še eno vprašanje, sicer pa bodo naši gostje, govorci na voljo seveda za debato, odgovore tudi po tem uradnem zaključku današnjega tukaj. Izvolite. Ja, Marjana Lutman z Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Pravzaprav je že predhodnik vprašal podobno vprašanje, kot sem ga sama mislila, pravzaprav kako v bistvu stimulirate, razlikujete stavbe med seboj, pa mogoče niti ne toliko, kakšne so konstrukcijske podrobnosti, ker to je v bistvu skrb projektanta, da je projektiral takrat, ko se je stavba gradila. Bolj je v smislu tega, da bi preverili, a so bili kasneje narejeni posegi, ki bi zadevo poslabšali, pa te stvari niso bile preverjene. Tako, kot v bistvu se navezujem na komentar gospoda Udoviča, kar so na Hrvaškem opazili, da stavbe, kjer so bili narejeni posegi, kjer so se množično odstranjevali zidovi ali množično naredili novi preboji v zidovih, zato da so naredili nova vrata, te stvari namreč zelo poslabšujejo. Pa tudi nadgradnja za dodatno etažo. To ni zanemarljiva masa včasih, ki bistveno poslabša potresno ogroženost oziroma poveča pogroženost. In to pa so stvari, ki jih je stroka že ponudila kot parametre zavarovanja, pa hkrati tudi predstavlja motivacijo oziroma negativno motivacijo za to, da se nekdo odloči za take posege. Namreč ljudje mislim, da niso tako neosveščeni, kar se potresne nevarnosti tiče. Pravzaprav so včasih v zelo nezavidljivem položaju. Na eni strani se jim ponuja
imajo sredstva za energetsko prenovo, na drugi strani se pa zavedajo potresne ogroženosti in ne morejo nič narediti. Po drugi strani so pa sosedje, ki delajo te prenove, ki slabijo konstrukcijo, povečujejo potresno ogroženost. Tukaj bi bil element zavarovanja lahko neka ovira ali stimulacija za eno in drugo početje. Ja, no, zelo zanimiva istočnica, bom pa rekel, da v praksi praktično zelo težko te stvari ugotavljati, sploh, mislim, za ugotoviti kaj takega, ne, da je recimo preboj skozi nek nosilni zid, nosilno steno, mora biti že ponovadi strokovnjak, da zna to oceniti, ne. Pač mi tega strokovnega znanja nimamo, ne, žal, ne, mi pač sledimo vsem podatkom, ki jih imamo na voljo. Najbolj kredibilen vir podatkov so pač podatki od ZRMK-ja, podatki ARS-a in vseh ostalih teh ustanov v Sloveniji, ki te podatke zagotavljajo, ne. V ozadju teh ustanov načeloma stojijo zelo veliki strokovnjaki in tukaj pač mi črpamo te podatke. Žal pa sami nimamo to kapacitet, da bi tako strokovno lahko vsako individualno stavbo ocenili. Žal. Jasno. Hvala lepa. Ok, hvala lepa. Še enkrat vsem Triglav dogodek pripravljen nepredvidljivo, varnost večstanovanjskih zgradb je s tem pri koncu. Res bilo nam veselje, da ste bili z nami, tako govorci kot seveda tudi vi, draga publika. Povabilo v Triglav kotiček še vedno velja, kjer lahko preizkusite to funkcionalnost, ki smo jo že omenili in preverite izpostavljenost svoje nepremičnine različnim naravnim nesrečam oziroma nevarnostim in seveda povabilo na prigrizek, da kruhki ne bodo preveč hladni. Upam, da smo s tem prispevali k večji varnosti in še enkrat hvala, lepo popoldne, še naprej in srečno.